Radio Robin poslušate, Uroš Simčič vam voščim dober dan v oddaji Koraki do uspeha, oddaji, ki letos vstopa v jubilejno 10. sezono, ker skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškulinom, v ospredje postavljamo podjetniško razmišljanje, inovativne ideje ter odlične goste, ki navdihujejo. No, tema letošnje sezone Koraku do uspeha je podjetništvo umetnosti. Na prvi pogled morda dokaj nerazdružljivi oziroma nezdružljivi, morda nenavaden spoj obeh dejavnosti, a prav umetnost danes pogosto zahteva tudi veliko podjetnosti, prepoznavnosti pa tudi poguma. In zdaj, kako ustvarjalec danes gradi svojo zgodbo, blagovno znamko ali prostor na trgu, o tem in še marsičem bomo govorili tudi danes. Današnji gost oddaje Koraki do uspeha je modni oblikovalec iz Solkana, ki s svojimi kreacijami že vrsto let navdušuje tako domačo estrado kot tudi modne poznavalce v tujini. Oblikovalec, ustvarjalec unikatnih oblek in klobukov, ki je sodeloval s številnimi znanimi imeni, med drugim tudi s Heleno Blagne, pa Katarino Časarej, Danico Lovenjak in drugimi, vsaj kar se naših slovenskih koncev tiče. Z veseljem v naši družbi pozdravljam Roka Čibeja. Dober dan. Živja. Torej, Rok, ko človek tako na hitro pogleda vaše kreacije, dobi občutek, da pri vas morda moda ni samo oblačilo, ampak precej širša zgodba. Kako bi sami predstavili svoje ustvarjanje? Moje ustvarjanje je najbolj povezano s tem, kar se išče in se ne najde zdaj v trgovinah, kar iščejo stranke, kaj bi se rado oblekli in se ne najde, ali pa so cene previsoke za modo, ki je visoka in tisto, ki jo gledajo. Hkrati pa tudi kvaliteta, ki se je zgubila skozi leta. Najbolj pa stranke iščejo to, da obleke, ki jim pašajo, in vemo vsi, da nismo narejeni po jusu vsi. Tako da standard mode pa je standardizirati kroje in te stvari pač ne pašejo vsem. Tako da zmeram nekaj ostaja, zmeram nekaj narobe. Pri meni se najde, da se naredi stvar res po meri. In pa še vedno unikatna, ne? Zmeram unikatno, nikoli se ne ponavljam, kdaj se kdo užali, ko nočem ponoviti, kako mu naredim obleko. Ampak tako je. Fair play. Taka je vaša pot in se je držite, kar je edino pravilno. No, vaša pot pa ni bila ravno klasična, če gremo k vašim začetkom. Če se ne motim, ste po gimnaziji najprej zavili celo na veterino. Absolutno nič ni bilo vnaprej določenega. Ne morem reči, kot dosti oblikovalcev sem slišal v življenju, moja babica je šivala, jaz nimam nobene take romantične zgodbe, zakaj sem delal s modo in zakaj sem zdaj v modi. Sploh nisem imel pojma, me je privlačil ta svet, so me privlačili v filmih te stvari, kar se tiče pa mode kot take nisem. Bil sem zmerom bolj umetnik, rad sem risal, rad sem slikal in to. Poleg pa sem tako kot po gimnaziji, ti daj eno splošno izobrazbo, mislim, da še zmeram ena najlepših stvari, zdaj imeli 20. obletnico, kar je ta teden. Ti da največ in imaš široko pot za odpirati, pa je pa težko se odločiti, kje bo šel. In tle lih prijemo na to umetnost, a bo živel od umetnosti, se bo dalo živeti od umetnosti, ne, se ne bo dalo večinoma, pač in Slovenija večinoma reče, ne, ni šanso. In sem šel na veterino, ki je bilo malo bolj zihar. Pač ocene so bile okej. Veterina je en resen poklic, bil sem sprejet, šel sem na faks, ampak ne, to ni bilo zame, ker potem si faks tudi končaš. Isto, če ti pa ni všeč, pojete, pa ne delaš dobro. Zdaj biti slab veterinar je isto, kot če bi delal na silo, pač biti krojač. In poje biti slab krojač, je tudi slabo. Torej velja včasih poslušati tudi svoje srce. Prvo veterino, potem sem se le odločil in sem šel na oblikovanje. Na oblikovanju na NTF-ju sem začel, nisem pa končal faksa, ker nekako se pa nisem lovil s to modo, ki je v Sloveniji, kar učijo v Sloveniji. Ne rečem, par predmetov je bilo fantastičnih, še zmeraj krojim po sistemu, ki sem se tam naučil, ampak moja moda je tista, ki išče pa samo lepoto, klasično videno, mogoče že, ne pa konceptualno. Jaz težko razumem konceptualno modo, ker je sočen samo, če je lepo, če ni, pač ni. In vas je morda tudi zaradi tega pot na to vodila v Italijo, ker vam je tale moda bolj pri srcu? Zagotovo italijanska moda, francoska moda, še zmeraj pač Pariz mi je najbolj všeč kot mesto, Italija ima to staro tradicijo artigianato, ki se pravi ročno obrti. In v Sloveniji pač nisem imel tega posluha še zmeraj za stvari, ne vem, jaz fakt sem pustil tako, da nisem delal eno obleke, ki je imela 4 rokave. Tam sem rekel, tega pa ne bom delal in tam sem končal pač z oblikovanjem. Pač ste si že zgodaj začrtali svojo pot, no?
Zmeram se stvari so se zgodile po naključju. Eno naključje, drugo naključje in sem pristal v Italiji. V Italiji sem pa šel naprej pole. Ni bilo samo mode, je bilo celo življenje. Ampak morda preveč naključij, da bi bilo zgolj naključje. Ne, vse se da, je lepo naključje. Naključje so fajne v življenju. No, pa še morda za konec tega prvega dela najinega pogovora. Ste si takrat predstavljali, da boste oblačili znane slovenske estradnike, televizijske obraze, nazadnje tudi mednarodno uveljavljene ljudi? Nisem si predstavil, želja je zagotovo. Zagotovo, recimo, so ene stvari in tudi tle so naključje in take stvari, ne vem, Heleno Blagne, nisem si mislil oblačiti, ampak mi je pa zmeram privlačil, ker sem bil majhen, sem laufal v televiziji, bi rekel, mama še zmeram, ko ona prša pet moj mornarček v volančkaste obleke. Nisem vedel, kaj ledam tam, kaj mi je všeč, ampak na koncu cela ta njena pojava. In vse ostale, pač ljudje, ki so prišli, so bila sodelovanja, ki sem sodeloval z eno fajn mentorco za eno obdobje Gogo, preko Pentlje smo delili dosti znanimi ljudmi, tako da niso bila direktna samo moja sodelovanja, ampak je nekako pokrivalo več teh znanih slovenskih ljudi in počasi spozna sceno, ki ni tako velika, ampak ja, so fajn ljudje tudi na naši sceni. Ja, vaša umetnost nastaja precej drugače kot hitra moda, kot jo danes pogosto srečujemo. Kako pravzaprav nastane ena taka vaša kreacija za nas, ki smo laiki na tem področju? Ne, zagotovo hitra moda je postala del današnje vsakdana in s tem se srečavamo, nekateri se borimo proti temu ali kakorkoli, pač ne delamo po teh stvareh. Pri meni nastane moda tako, da prvo delo sem jaz dosti časa zbiral materijale. Jaz imam res dosti materijalov doma, kar je ta moj kapital, ki stoji, ampak ni krajšanc v modi, se mi zdi. Pač visoka, ta hitra moda se poslužuje dosti krajšanc in potem so napake, zmeraj je problem v materijalu, zmeraj je problem v nekem krojenju slabem. To je problem največ. Pri moji modi, pri temu, kar se jaz ti, pa gre za eno brezčasno, kjer ne gledam niti najmanj na trende, zagotovo poljaš kakaj bolj barva letos, ampak gledam tisto, kar paše o sebi in tisto, kar si oseba želi. Torej je medsebojni odnos med vami kot oblikovalcem in tistim, ki bo prejel vaše delo, zelo pomemben. Zelo pomemben. Jaz načeloma, ker si promocije nisem skozi leta delal skoraj nič, je zmeraj šlo od ust do ust, da so me spoznale stranke. Se pravi, so šli zmeraj skozi neke filtre prejšnje stranke, da je bilo všeč experience pri meni, do naslednje stranke. In ta filter je pomagal, da načeloma sem ful vesel z vsemi mojimi strankami, ki smo ratali dobri prijatelji in karkoli, ker so prišli res skozi te filtre ljudi, ki so bili fajn in oni so fajn. In ta odnos se je počasi zredil. Je pa res modno oblikovanje, res gre v intimo o sebi. Jaz moram zmeriti vsak centimeter. Jaz vem od mojih žensk, več ko vejo njihovi možje, oziroma moram pokazati, kje so atributi in kje so... kar ni za pokazati. Ampak vem za vsak centimeter. Okay. Ampak ja, eno dobro, ampak morda nevarno tudi. Ne, to ni. Ampak moram zgraditi en odnos, ko pa poznam stranko, potem lahko tudi sam predlagam stvari vnaprej. Nekaj časa rabim, da jo spoznam. Da spoznam, kaj ima rada oblečeno, kaj ne, pole pa tudi slikce, ko pošljem sproti, kaj je moderna, kaj je bilo nove, kaj bi bilo za njo, ona mi pošlje. Tak, en dober odnos s stranko je najlažje pa za oblačiti, ker na koncu mora žarevati, da je ona vesela. No in vaše stranke so, bomo rekli, v narekovajih zahtevne, so take prepoznavne, so tudi eminentne. Že prej smo menili Heleno Blagne, recimo, ta je ena izmed vaših. Ja, ampak zanimivo, pač zmeraj rečejo, take eminentne stranke, da bo težke, to sploh niso, to so najlažje stranke. So najlažje stranke zato, ker še posebej Helena, ona ve, kaj rada pokaže, kaj rada skrije, s kakšne strani se slikati, s kakšne ne. In je preprosto delati z njimi, so profesionalci. Če si profesionalci, je to najlažje. Problem prije pri raznih manjših, takih, ki prijo ti vprašajo za razna sodelovanja, kjer pač je tudi mislil, da z neko nadutostjo in s tem, da bo marsikaj dosegli, ampak ni tako. S profesionalci ali pa strankami, ki so moji, ki so ženske, ki na koncu poznajo svoje telo, vejo, kaj delajo, vejo, zakaj dohodek rabijo, je pa lahko delo. Oziroma, v navednicah lahko, pole še cela kompleksnost izdelave oblačila in karkoli. Ampak komunikacija je fajn z njimi. Kako pa recimo, prej ste mi omenili pred samim pogovorom, da ste začeli sodelovanje z eno zares znano svetovno osebnostjo. Lahko razkrijete, katera je? To je mišljeno Sophie Ellis-Bextor. Tako je. Jaz jaz nisem oboževalec nobenih glasbenikov, filmskih, to zmeram
pač, ko me vpraša, kdo je tvoj najljubši, zmeraj pristanem na njej. Zato, ker je mi res najljubša kupevka, lepa je. Karizmo ima. Karizmo in je bilo težko priti do nje. Ampak jaz sem se odločil, zmeraj načetko, jaz bom jo oblekel. Ne, bom oblekel njo. In sem prišel, malo je bilo zaprtih vrat, valjda nešteto, nasramnih, nadutih, ljudi, ki pač ti ne dajo možnosti, ampak nekako sem pa le prišel preko menedžerju do nje in da je videla izdelek. Ko je pa videla izdelek, potle pa je bila za. In lani, ko je imela koncert v Milano, je začela turnejo, ko ona nekaj časa ni bila več tako znana za reč, ker je to pač stvar 20 let, kar je imela večje hite. Zdaj je pa bila v enem filmu, Saltburn, kjer je bil ta Murder on the Dance Floor njena pesem in zdaj smo začeli sodelovati. Ste jo tudi osebno spoznali? Sem osebno spoznal. In kakšna je kot osebnost? Super, čudovita, lepa je še zmeraj, koliko je bila. Pač se je zopet potrdila tista vaša teza, da prepoznani ljudje, ki vejo, kaj hočejo, so najbolj enostavni ljudje? Absolutno, ti, ko sem rekel, koliko je bilo težko priti do nje, rekel, rekel dekletvica, ampak težko je priti do mene ven, zato ker nimamo niti odnosa s temi ljudmi, s katerimi sodeluje, nas ščiti ali kakorkoli, ampak ko pa enkrat priješ in razumeš, zakaj si tam, da nisi nek nor fan, da bom skakal, potle pa ne. Tudi pa, če ona me vpraša, če hočem sliko zraven, dobro, sej, sem največji oblikovalec na svetu, sem rekel, posmeju. Ampak to, zdaj na radiju to me ne vidijo, ampak sem skoraj 2 metra. Tako da, to pa res. Simpatično, tako da. In ustrajni ste tudi s sodelovanjem z marsikom drugim še, oziroma z marsikaterimi drugimi deležniki. Prejle ste mi omenjal tudi sodelovanje z eno parfumerijo, pa tudi z vinarji, morda več tam. Jaz sem te sodelovanje sem bil povabljen zraven. Prvo bi omenil pač vinarstvo, vinsko klet Ferdinand, kjer sodelujem že nekaj let z Jasmino Četrtčka, fantastična, vsem kar dela in me zmeraj prova vključiti v stvari. Zdaj je bil en lep dohodek za Dan Evrope in je bilo na Borgu Gradiščuta, to je čez mejo, je bilo v sodelovanju s kletjo Ferdinand in s kletjo Gradiščuta in v sklopu tega dogodka sem imel tudi to modno revijo, imenovala se pa Cinefinis Soirée. Cinefinis je pa ta penina, ki jo izdelujejo, če lahko tako rečem, in med Slovenijo in Italijo, in to je to povezovanje in to področje, ki imamo tle, je res specifično, kar pomeni po latinsko brez meja, se pravi, oni gradijo mostove, povezujejo nekako Italijo in Slovenijo in je lepo. In potem vino, pa se mi zdi res lepa povezava z oblekami, z pač bolj kvalitetno vino, bolj so lepe obleke itd. Potle pa se še vključim to, kjer so sodelovali tudi tle ta parfumerija Kapa iz Stare Gorice, kjer so me tudi oni kontaktirali za sodelovanje, lastnica Suzana. In smo naredili pa modno revijo v sklopu, to, kaj je bilo Hudičevka v Pradi, en teden pred izidom filma, premiere. Smo imeli tudi mi eno manjšo revijo s temi kosi, ki sem jih jaz izdelal skozi zadnje leta in smo predstavili malo, da je bilo neka popestritev v tem okolju. Se mi zdi tako, da v modi vino, hrana, obleke, parfumi, to pač vse paša skupaj. In na tem področju, takem, ko je pa sploh vino in obleke, po moje zmagovalna kombinacija. Pa tudi kakšni modni dodatki, katerim tudi posvečate kar dosti pozornosti, ne? Recimo, prej ste omenil rokavice. Rokavice. Klobuke včasih, ne? Na začetku jaz sem začel s klobuki, in sem to se tu izobrazil v Italiji za modista, se pravi izdeloval. Tudi famozen primer ste imeli klobuka na sodišču, ne? Klobuk je bil na sodišču imela. Jaz sem se v bistvu spoznal s Heleno, ki sem izdelal en klobuk in je pole oblekla na sodišča, kjer imela. Smo stati njene stvari, kakorkoli že, ampak tako, je bila čudovita. In vseh rumenih teh medijih tudi. Ne? Rokavice pa sem jaz isto za Heleno začel sodelovati s tem, da so mi eno podjetje Albo Mojstrana izdelali rokavice za njo pred leti. In ker sem izmerno fasciniran rokavice, ampak rokavice je težko delati in nobeden jih več ne dela. Potem pa sem spoznal lastnico, ona je Albina Pavlič, ki mi je res predala eno znanje, ki ga bom probal nositi naprej, naučiti druge še, če se bo mogoče moje nečakinje, če bojo se hoteli učiti.
In delati rokavice in dodatke, to je pa tista naslednja stvar, ki jo hočem delati in samo promovirati in dati na splet. To bo še trajalo. No, tudi o tem bova v nadaljevanju. Ampak dodatki se mi zdijo resen plus, ki dodajo lahko še tako preproste obleke neki ekstra. Rokavice ne dobi, izdelanih, izvezenih rokavic sploh ne. Tako da se mi zdi tle en velik manko je bil na trhu, zdaj pa pač jaz jih izdelujem. Koliko pri vašem delu šteje intuicija in koliko tehnično znanje? Oboje je zelo, zelo povezano. Intuicija in to pogovori s strankami, to je začetek. In zagotovo to intuicijo moraš imeti pri same nabavi blaga, ker jaz nabavljam blago vnaprej, da dobim tisto, kar je res najboljše. Tako je tam intuicija. Tehnika pa sploh. Tehnika, jaz sem se potem sem rekel, pustil sem faks v Ljubljani sicer, ampak izobrazil sem se za modelista, modelator med Ferraro in Bologno. In tehnika pomeni dosti. Da veš, kaj delaš, ni dovolj samo skico narediti. Tu me nekaj vpraša, sem modno oblikovalec, rečem karkoli, kliče me šivilica, whatever. Samo pač izdelek je tisto, kar govori. Da je tehnično dobro izdelan z dobrih materialov. No, kot sem razumel iz najnega pogovora, delujete precej avtorsko, precej lahko v narekovajih rečemo samo svoje, ne? Je v času te mode, ki se spreminja skoraj da iz dneva v dan, iz tedna v teden, težko ostati zvest sam sebi? Da bi rekel, sam sebi, jaz to stavljam samo, kar se tiče materialov, tehnike in da je stranka zadovoljna. Da bi rekel, svojega stila mogoče imam, malo bolj ekstra, so mi določene stvari všeč, korzeti, vezenine itd. Modni dodatki tudi danes imate enega čudovitega, oziroma dva čudovita na sebi. To ja, ampak drugače pa ostati zvest sebi, na en način je težko, na drugi ne, ker pa če delaš dobro, če delaš prav, če je na dolgi rok edina možnost, da obstaneš. Pač da ni tle, kaj se rečem, da si bi lahko kupil kako stvar, prodal itd. In rekel, da je moja, ampak na koncu pač to so vsi teki na kratke prohe. Mene je pomembno, ne, da stranka tudi, če kaj narobe, da mi pove, da mi reče tako in ni všeč, prekinemo projekt, začnemo novo, karkoli. No, prejle sva že govorila o ustvarjanju, pa me zanima, kaj je težje, ustvariti dobro in zanimivo obleko ali zgraditi prepoznavno ime? Mislim, da je težje zgraditi prepoznavno ime, oziroma je tesno povezano. Zdaj, kaj pomeni prepoznavno ime? Jaz nisem nikoli imel težnje v temu, da bi bil, rekel, da jaz bi rad bil znan, da bi se zapoznalo moje ime, mene to nikoli ni brihlo, še rajše bi ostal v ozadju. in mogoče pa, recimo, ko pa zgradiš eno dobro obleko in to od tam dobiš potem prepoznavno ime. Logično. Bolj ko reš naprej, večji so stroški, več bi moralo biti samo promocije in tam se rabi tudi pač ime. Se pravi, je ta povezava, ni dovolj najti samo dobro obleko, je tudi treba prodati. Še posebej pa, če hočeš malo razširiti svoj spektr strank in teda, da te poznajo z drugih koncev Slovenije, sveta in kakorkoli. Ampak ja, oboje je težko, oboje je povezano. In oboje mora imeti dobrošno mero potrpežljivosti, kot so danes že večkrat omenili. Ampak tudi, mislim, konec ena moja stranka je rekla zmeraj, ker ne veš odgovora na neko stvar, je odgovor denar. In dejansko je tako, ne. Skozi leta, recimo, dosti več bi še zdaj lažje delal, ampak tudi ne vem, koliko Chanel je začela tako zmeraj imela neke mecene, neke sponzorje, neki. Tako da, če mi daš 1 milijon evrov, jaz lahko marsikaj naredim, ne? Na kratko povedano, itd. Če ne, pa samo daljša pot in počasi in delati fair. Se vam zdi, da ljudje danes ponovno začenjajo ceniti to unikatnost, kakovost, morda lokalno izdelavo? Zagotovo se več govori o temu, dosti več se ceni to. Koliko se pa na koncu naredi, ne, zato ker pač dejansko marsikdo pač reče, bi ceno, na koncu kupi pač fast fashion, ker je pač lažje in cenejše. Tako da, ja, vrača se zagotovo, to malo je voda na moj mlin, glede tega, da pač ni več toliko živil, ni več to, tako da bom imel načeloma več dela pole. Ampak drugače pa, ja, počasi se vrača nazaj to, iskati en unikat, biti drugačen in imeti kvaliteten kos.
Že parkrat sva zasledila v najnem pogovoru fast fashion, besedo oziroma hitra moda, ne? Kakšen je vaš pogled na tole zadevščino? Ste bolj pristaš trajnosti morda ali je treba iskati kakšen balans? Jaz mislim, da pač obstajalo bo oboje naprej. Balans je zagotovo treba najti. Zdaj, trajnost ne zgledam na trajnostno bolj v smislu, da si narediš res en kos, ki ti je všeč, en kos, ki ga boš nosil, en kos, ki se ne bo tako uničil. To je trajnostno. Zdaj, razne stvari, če malo presedlam na ekomodo in to, ko pravijo trajnostna moda in to, ja, super, tudi jaz sem za trajnostno, ampak tle noter je toliko enega greenwashinga, toliko enih budelaštin, ki se govori o zeleni modi in je to samo en način promocije. Veliki brendi delajo to, majhni brendi delajo to, ampak pač zame pač nima veze, ne. Podobno najverjetneje kot v prehranski verigi, ne? Kjer se marsikaj skriva za besedami eko, bio in podobno. Zagotovo, pač jaz upam, da vsaj v prehrani je malo bolj, ampak isto za na kožo dati. Mene najbolj pač me razjezi pa to eko krzno. Lani sem naredil, ne vem, dve iz ekološka krzna, ampak to je, sej podle zanositi, jaz podložim svilen to, ampak to nima veze z ekologijo. To me moti, ne mene. Mislim, več bi imelo dobiti, ne vem, in trajnostno bi bilo stare krznene plašče predelati in ko bo star krznene plašče večkrat bi uporabljen karkoli, ali pa bo lahko se uničil. Medtem ko to, kar se je samo bril, šivo, to letijo posod te dlakce. Jaz sem imel puhan nos, puhne oči, vse tega pač, tako da ja, ampak etiketa je pa bleščeča, ne? Etiketa je, samo ni vse, kar se sveti, ne, zlato. Tudi to je resno. V nadaljevanju se še pogovarjamo z Rokom Čibejem, tudi morda o promociji, oziroma samo promociji, morda samo tako v par stavkih. Kako težko je danes modnemu oblikovalcu najti prostor na trgu? Je težko ostati, je težko pač dati ceno. Tle je tisti največji problem, kar ima z hitro modo in ne visoko modo, ampak pač to pomeri modo, ker je dosti več časa vloženo v to in se pač ne razume. Pri tej hitri modi, kar se pozabi, da je tako poceni nekje se more neki zalomiti, enemu je bilo nekaj oduzeto. Ponavadi je to pač bilo oduzeto materialno na začetku, za najbolj poceni je oduzeto ljudem, je oduzeto tistim, ki izdeluje. V tem smislu, ne? Tako da logično, da bo neka stvar poceni, če ne bo ljudje za to plačani in če bo materiali najslabši. Mislim, za eno stvar, tle so res faktori, koliko morajo biti cena, da je lahko, ne vem, če 300 evrov reče eden, da je drago, morajo, ne vem, se držati cene blaga 10 evrov, 5 evrov, ampak kako blago je lahko to? Ja, da, se lahko človek sam pri sebi vpraša. In če pa rečemo, da je končni produkt 10 evrov, kje smo pa tam, se ne more biti. Vprašanje na mesto. Zanima me naslednje. Danes ustvarjalci Rok niste samo umetniki, ampak tudi organizatorji, promotorji, ne nazadnje, podjetniki pač. Ste tudi sami sicer ugotovili, da samo talent ni oziroma ne bo dovolj? Zagotovo. Talent ni bil nikoli dovolj. Oziroma, ko sem rekel prej, že dosti talentov je bilo, dosti mi je pomagalo, če smo imeli razne v zgodovini mecene in tako. Zdaj pa si moraš poiskati, biti sam svoj mecen, sam narediti vse stvari. Tako da talent je daleč od tega. Mora biti pa veselje. Meni je, hvala Bogu, da mi je všeč čivati, mi je všeč rezati, sem lahko cele noči po konci in delam te stvari. Tako da, če je to talent, mogoče. Vse ostalo pa valjda ni samo šivanje, pri meni je tu zdaj. Jaz probam promovirati, zdaj počasi bom šel v to smer dodatkov in izvezenih stvari k sodelovanju z Indijo in tem, ampak zraven pa valjda delam še milijon drugih stvari. Eno je pač skrbeti za, ne toliko za mojo stranko ampak pomagam recimo drugim podjetjem skrbeti za imidž na Instagramu, video, vsebine in to. Nekaj pač gre tudi za reč preproste delovne obleke in tako, kjer mora biti tudi nekako ljudje, kako bi rekel, se počutiti komot in se pokazati pač za tisto, kar so. Obleka naredi človeka na en način, je vstopnica, da poje nekaj poveš, nekje pokažeš. Omenili ste Indijo? Z Indijo pa sem začel sodelovati, zdaj je že par let, kjer sodelujo tudi na sebi, ki imam to vezenino. Zdaj počasi to visoko modo, probam upeljati, res visoko modo, kjer so ure dela, jih probam upeljati v mojo modo.
Kakšen pa je indijski trg? Indijski pristop do umetnosti in podjetništva, bomo rekli, verjetno se malce razlikuje od našega. Hiter je. Meni je všeč in da sem mislil, da v Indiji mi sploh ne bo všeč. Jaz sem šel v Indijo prvič, mi je bila čudovita, ker je hitro. Ampak ne govorim tle zdaj fast fashion in te smeri hitro. Proaktivno. Proaktivno. Se zgodijo stvari. Rabiš eno stvar, se bo potrudil narediš prototip. Je pa res, kar je plus, da smo v 2026 zdaj, imamo dobre telefone, imamo dobro WhatsApp recimo ali karkoli povezave in se da marsikaj nadzirati in delati od tukaj tja, da praktično so oni moje roke, jaz njihove oči, pa ne govorim tle očivanje, jaz tle govorim vezenje. To so tehnike, kjer se sploh ne gre niti, da bi rekel, Indija, zato ker bolj poceni. Ne. Nima veze tle cena ali karkoli, tle gre znanje njihove sposobnosti, ki jih imajo. In niso otroki, so moški, ki so to delali, res že neki cajt se izobrazili, imajo pa res to tehniko, ker oni imajo v njihovi kulturi, pa imajo res dosti tega bolj etno vzorcev in to, ki jih preneseš za našo zahodnjaško, ampak še zmeraj tehnika ostane tista. Samo implicirani so na drugačen način. Tako. No, vaše delo, ko smo že pri unikatnosti, temelji na tem, pa na osebnem pristopu. Je danes na trgu sploh še prostor za počasno, tako premišljeno modo? Do sebe. Zagotovo se želi imeti, ampak je ratalo res eno dirkanje z teh. Se na koncu je ti malo dvorezen meč tudi bil za velike brende, ker prvo je bila poletje, pomlad, zdaj pa že ne vem koliko sezon, tako se lovi. Dumping se dela tudi in strel v koleno s temi outleti, se pravi, ljudje zdaj že čakajo, ko prije kolekcijo, čakajo na razprodajah, kar tudi tisto je pač problem. Tako da ja, tiste osebe, ki so pripravljene imeti nekaj lepega in unikatnega, bodo počakale, tudi marsikdo naročil naprej. Mesti se pa tako hitro gre leto okolje, tudi če nekaj narediš proti koncu poletja lahkega, bo prišel že pomlad naslednje leto. Ne? Tako da se da. No, kako vam pa pri prepoznavnosti pomagajo družbena omrežja, recimo v vašem primeru? Malo, ker nisem dovolj prijem na svojem, sem rekel, moj čas izkoristim bolj, da zaslužim v smislu, da pomagam tudi pač drugim za vizualno. Na mojem pa delam, zdaj pač počasi oblikujem ekipo, da bomo delali tudi na mojem. Koliko pa vam pravzaprav ostane časa za obdelavo družbenih omrežij oziroma sploh za samo promocijo, če gledamo vaš celoten delovnik, recimo? Zelo malo za moje, zato ker delam večinoma vse sam, res dosti. Mi pa pomagajo družbeno omrežje in to pa je ful velik plus, da sem na tekočem stvarmi, res na tekočem. Tako na tekočem, da bo zdaj modna revija, v Lifetimeu bom videl stvari, ko so izdelane istočasno, ker slediš še par proizvajalcem, ki to delajo, vidiš detajle teh oblek in se o tem naučiš in veš naprej. Kar se pa ni dalo leta nazaj. Tako da to je ful velik plus. Rok, ja, vi ste eden tistih ustvarjalcev, ki že vrsto let gradijo svojo zgodbo. Predvsem morda tiho včasih, ne, a zelo vztrajno. In kaj vas po vseh teh letih še vedno žene ustvarjanje? Na koncu pač rečeš, ok, zdaj smo pa dovolj stari, ni poti nazaj. Tako da moramo ustvarjati, to znamo, to bomo delali. To je najbolj. Kaj pa bi svetovali mlademu človeku, ki danes razmišlja o poti modnega oblikovalca? Kako naj začne, kaj naj ustvarja? Mu mora biti prvo všeč. Če mu ne bo všeč, ne bo šlo, zato ker je res težko to delati. Provati kamorkoli se nekaj naučiti, ne zahtevati, ko je biti plačan za vse stvari, vsako stvar, ki si narejen. Jaz sem šel marsikam zastonj, marsikam nisem plačal, sem jaz plačal, da sem bil zraven, da sem videl stvari in bil pripravljen videti in se posod nekaj provo naučiti. Tako da težko, ampak če ti všeč, je lahko, mislim. Spet pri ustrajanju, ne? Vse ustrajanje, z vsega je dovolj. Tako da se da. No, v letošnji sezoni korakov do uspeha imamo neke vrste štafeto. Predajamo si vprašanja od gosta do gosta. Torej, prejšnji gost naslednjemu zastavi vprašanje z področja umetnosti in podjetništva. Prejšnji torek nas je obiskal digitalni umetnik iz Vrtojbe, Bogdan Soban, in vas, Rok, vprašal tole. Koliko je potrebno vlagati v promocijo svojega dela, da se vsaj pojaviš na trgu? Torej, koliko promocije za pojavnost na trgu? Če delaš dober izdelek na začetku malo,
bolj ko reš naprej, pa zmeram več. Zmeram več. Tako kot sem rekel, moji izdelki so se prvo prodajali, jaz sem se prodajal s tem, da so stranke me pohvalili in povedali drugim zame, se pravi, dus do ust. Potle pa, ko greš na višji nivo in to bo pa potrebno. Tudi jaz bom mogel delati dosti več na promociji, še posebej, ko bom hotel, zdaj, ko hočem pokazati ene stvari, ki ljudje sploh ne vedo, da so možne v Sokanu. Ker se rečem pač dobavljivo v New Yorku, Londonu, Milanu in v Sokanu. Odlično. No, kaj pa vi naslednjega gosta, sicer ne vemo še točno, kdo bo, vprašali iz tega področja? Naslednja gosta bi poprašal, recimo, kako lahko svojo umetnostjo zasluži denar in ostane zvest sam sebi. Zanimivo in tehtno vprašanje, zagotovo na mesto. No pa morda še za konec, preden se posloviva. Rok, kaj bi danes svetovali mlademu Roku Čibeju na začetku njegove poti? Zagotovo bi mu svetoval deli manj kampansko, naredi stvari prej, ker to traja tudi še zdaj. To je tudi tak življenjski nasvet, no? In isto pač, ko govorim, da je deli fair in to, večkrat pove tudi, ne vem, doma, da si hvaležen za kameni res. To je pa velik plus, ker nisem pozabil omeniti. Da jaz res delam doma so mi omogočili prostore, so mi omogočili vso svobodo, da lahko delam. Tako da imeti eno fajn mrežo ljudi okoli in delati naprej in ne kampansko, če se da. In biti zvest sam sebi. Zvest sam sebi. Odlično. Rok Čibej, za konec, hvala za obisk in seveda uspešno še naprej. Ko bo kaj novega, se pa vidimo zopet tukaj na Radio Robin. Hvala. Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos, kot že rečeno, stopila v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spinte Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Rasimčič, ki vam voščim prijeten preostanek dneva še naprej. Koraki do uspeha.